Moj dan se začne s šolo in pospravljeno mizo, ker se najlažje učim, ko je vse na svojem mestu. Moj način učenja je predvsem branje in ponavljanje snovi v zvezkih, delovnih zvezkih, učbenikih. Snov si večkrat preberem, šele nato lahko začnem izdelovati izpiske. Snov utrjujem in ponavljam z miselnimi vzorci, ki jih izdelam iz različnih barv. Zapišem si vse potrebno, kar moram vedeti o dani snovi. Saj si tako tudi sama najlažje razložim snov, ki jo potem še utrdim z učnimi listi. Vse zapiske nato shranim v posebno škatlo, kjer me čakajo do naslednjega učenja. Mislim pa, da je učenje delo, vztrajnost in razum. Če si stvari ne moremo razložiti enostavno, jih potem tudi ne moremo razumeti dovolj dobro. Preden se odločimo, katero tehniko učenja bomo uporabili, je zelo pomembno, da te tehnike tudi poznamo. Pomembno je, da vemo, preko katerega čutila posameznik najbolj kvalitetno in najbolje sprejema določene informacije. In potem na podlagi tega, da se odločimo, katero tehniko učenja bomo uporabili. Da se bolje sprostim med učenjem, poslušam mirno glasbo, ki me ne moti. Med učenjem ne morem biti pri miru, saj vedno hodim po sobi. Pred kratkim smo kupili gugalnik in zdaj se lahko na njem zibam. V času epidemije in pa šolanja doma pa se moj tedenski ritem ni kaj dosti spremenil. Le, da lahko učenje in spoznavanje nove snovi razporedim po svoji volji in času. Seveda pa se ne učim ves čas. Zadam si, koliko se moram naučiti, in ko to naredim, imam pavzo. Ohranjam tudi stike s sošolci. Večkrat se slišimo preko videoklica. Sama ocena je neka določena lestvica, ki posameznemu učencu nekako pokaže, kje je njegovo znanje. Se pravi, kaj vse zna in česar mogoče ne ve, kaj še lahko nadoknadi. Nikakor ne moremo enačiti dobre ocene za odlično oceno in menim, da je dobra ocena takrat, kadar za njo stoji znanje.